Moja dežela. Oddaja, ki odkriva slovenske turistične destinacije. S Sergejo Bogovič. Čas je, da se radovedni podamo na pot po Sloveniji. Sergeja Bogovič, se bom danes z vami odpravila na severovzhodni del Slovenije. Ponosna sem, da je moja dežela res tako lepa in zelena, da bomo tudi po obronki Pohorja odkrili kaj res zanimivega. Se kdaj ozrete romantično v zvezde, vas kdaj prestraši strela in ne veste, kako ta nastane? Kakšni prijateljici sta Luna in Zemlja, kakšne so razdalje v vesolju in katere so misije, ki so človeka gnale v ta čarobna raziskovanja. Človek je v vesolje namestil namreč številne satelite, da vam povem kar malce bolj po domače, gre za kamere, fotoaparate, ki spremljajo Zemljo, in če se sprašujete, koliko je to danes vredno, zelo. Danes namreč lahko do teh podatkov pridemo čisto vsi in ideja, ki že obstaja, je, da bodo tudi nova delovna mesta ustvarjena iz tega vesoljskega naslova. In zakaj toliko besed o tem? Zato, ker se Sergeja Bogovič vedno, preden se odpravim na pot po Sloveniji ali pa kam drugam, seveda prepričam in preverim tudi, kakšno bo vreme. Kako je napovedovanje vremena izgledalo 100 let nazaj, pa izveste v nadaljevanju, zato ostanite seveda z nami. Moja dežela. Moja dežela. Z avtom smo se pripeljali na severovzhodni del Slovenije. Ko smo se namestili v hotelu Podroglo, so nam tam hitro povedali, da se v njihovi bližini nahaja tudi muzej vesolja, astrologije, in mi smo ga seveda z največjim veseljem obiskali. Do tja pa smo se odpravili kar z električnimi kolesi, ki so nam jih sposodili v hotelu Podroglo. In ja, preden smo se odpeljali, smo seveda preverili vreme. V Vitanju, v tem muzeju, pa izvedeli celo to, kako so vreme napovedovali nekoč in kaj vse so sateliti pravzaprav omogočili človeku. A veste mogoče, kako je potekalo napovedovanje vremena še 100 let nazaj, recimo, pa po drugi svetovni vojni še do 70 let nazaj? Vremenski baloni, vremenske postaje, najpametnejši ljudje so se obadali s tem, pa ni jim uspeli napovedati za več kot mogoče 2 dni naprej, ali pa mogoče 3, če sem jaz sreča. Danes, odkar uporabljamo satelite, napovemo za 1 teden naprej kar natančno. Vse se še vedno da zmotno, ampak kar dobro vemo, ali bo naslednji teden sonce ali bo sneg, recimo. Isti napredek, ko smo ga tukaj dosegli, lahko dosežemo še na drugih področjih življenja. Ful stvari imate tukaj napisani, ful različnih, kje se že uporablja, pa jaz si ene par zbral, tudi da vas malo prepričam, da je res uporabljala stvar tole. Na Nizozemskem so ugotovili, da lahko za svojo državo, ta resnica tule je, ugotovili za vsaka kmeta, kak veliko njivo ima, pa kam ima posajeno na tej njivi. In so dali vladne subvencije pa davke za kmetijstvo, kar s pomočjo teh satelitskih slik. Ni več neke grozne birokracije tukaj vmes. Moja dežela. Ja, človek ima v Zemlji veliko informacij in ko sem se v muzeju srečala z Aljošo, sem postala zelo radovedna. Vi pa sedaj prisluhnite, o čem sva govorila. Moja dežela. Kadarkoli se Sergeja Bogovič odpravim na potep po Sloveniji, seveda preverim vreme. In prav zanimivo mi je bilo danes, ko sem obiskala muzej Vitanje, sem tam poiskala prijaznega Aljošo, ki mi je pojasnil, kako so pravzaprav nekoč opazovali vreme. Ja, tam nekje v času po drugi svetovni vojni je bilo pač opazovanje vremena velika stvar raziskovanja. In kljub temu, da so se zelo trudili vremenske postaje, opazovalni baloni, najpametnejši ljudje so se obadali s tem, jim ni uspelo za več kot mogoče nekaj dni v prihodnost dobro povedati, kakšno bo vreme. Odkar smo začeli uporabljati vremenske satelite, lahko to napoved zboljšamo tudi za kakšen teden kar natančno. Vse se še vedno daj zmotimo, ampak nam gre pa vedno boljše. Aljoša, povej mi še, kakšni obiskovalci obiščejo ta vaš muzej v tem kraju, ki je pravzaprav nekako povezan z Rečami in Roglo, po drugi strani pa je zelo intimen in majhen?
Ja, res je. Nimamo veliko tujih gostov, velika večina je slovenskih gostov, ki grejo recimo na Roglo ali pa na Potep po Štajerskem. Večinoma so in mlajši in starejši od družin, pa tudi do ostalih vesoljskih navdušencev. Mislim, da lahko vsi potegnejo kar nekaj iz in samostojnega in vodenega ogleda. Tu v Vitanju ta muzej je dobil ime po kom? Po Hermanu Potočniku Nordungu. To je bil slovenski strojnik, v bistvu raziskovalec in eden izmed pionirjev astronautike, recimo teoretičnega raziskovanja vesolja. In vašim obiskovalcem tu ponujate vi kakšno doživetje? Kaj tukaj lahko vse vidijo, doživijo, lahko dobijo kakšna nova znanja? Mi v bistvu poskušamo obiskovalcem predstaviti tudi slovenski doprinos, recimo razvoju vesoljskih tehnologij. Veliko smo naredili, pa nikjer tega ne moreš v bistvu ugotoviti, teda če vas zanima, lahko pridete sem pogledat. Hkrati poskušamo pokazati malo tega zgodovinskega ozadja, recimo s Hermanom Potočnikom Nordungom, kako se je vse skupaj začelo razvijati, nekaj, kar imamo danes, kje smo recimo močni, tudi Evropska vesoljska agencija, in pa potem nekaj predstaviti te dosežke recimo razvoja. Obljubila sem ti, da bova kratka, zdaj sem se pa že malo razvlekla, ker sem tukaj radovedna in v bistvu med tem obiskom mi je zelo ratalo zanimivo, če bi šla malo v umetniške vode. Kakšne prijateljici sta Luna in Zemlja? Ja, Luna je v bistvu omogočila življenje na Zemlji. Zemlja bi se zelo hitro vrtela brez Lune, tako da za nas je recimo zelo pomembna. Pa hkrati je pomembno tudi v bistvu za raziskovanje, to, da smo opazovali Luno, da smo probali razložiti, kakšna je povezava med Zemljo in Luno, je v bistvu bilo eden izmed razlogov, da smo neko to znanost utrdili. Potem pa tudi v bistvu za neke take bolj mistične vode, neko nam je bila vedno blizu, probali smo si razlagati tudi z nekimi malo bolj recimo, v katerem zvezdu je pa danes Luna. Jaz mislim, da je to človeku v zgodovini zelo veliko. Ljudje pa imamo radi prijatelje blizu sebe. Kakšna je razdalja med tema dvema prijateljicama, med Zemljo in Luno? Ja, tam približno 400 000 km, malo se spreminja, kar je v bistvu kar veliko. No, Luna ni tako blizu Zemlje. Pa imamo ljudje ta občutek, kaj ta razdalja zdaj pomeni? Ja, mislim, da ne najbolj. No. Imamo v bistvu tule en prikaz, pri nas lahko si pridete pogledati, lahko malo probamo malo bolj jasno pokazati tudi tukaj. Nijemo pa, ne, težko se take velike razdalje ne srečaš. Ljudje smo dobri pri tem, da imamo občutek za stvari, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju, pač tega v bistvu ne srečamo za res v vsakdanjem življenju. Ne poznam sicer vizije in ciljev vašega muzeja, sem pa opazila, da imate pomembno spodbudo, da nekako obiskovalce spodbudite tudi k razmišljanju, kako z Zemljo ravnati, kako jo v bistvu začeti spoštovati in kako pri tem mogoče upoštevati te podnebne spremembe, v katerih je zadnje leto, zadnje obdobje veliko tematike. Ja, to se mi zdi eno najpomembnejših sporočil, ki ga lahko damo. Ko govorimo o vesolju, vedno, ko najdemo neke nove planete, neke nove svetove, vedno se vprašamo, a je pa to mogoče kaj podobnega Zemlje, a je tam neko življenje. In to se mi zdi dobro vprašanje, fajn se zdi, da smo radovedni, ampak to ni noben izgovor, da mi ne bi dobro ravnali s tem, kar imamo, pač, ker morate vedeti, karkoli so mi zaenkrat odkrili, pa če si predstavljate najbolj vročo puščavo na Zemlji, najbolj mrzlo del Antarktike, dno oceana, to so boljši kraji za življenje kot kjerkoli drugje v vesolju, mi trenutno poznamo. Pač. Koliko je pomembno to, kar imamo, ljudje se morajo tega zavedati. Hvala ti. Moja dežela. Moja dežela. Ker se v bližini hotela Pod Roglo nahajajo številni travniki, gozdovi, potočki, smo se odpravili tudi na pot med krošnjami in doživeli edinstveno zabavo s spustom po toboganu. Ker pa med našimi odkrivanji Slovenije spoznavamo seveda mnoge dobre ljudi, smo našli pravi vir informacij o tem, kaj vse se da doživeti v tem koncu Slovenije. Klepetala sem z vodjo recepcijo Urško Voh v hotelu Pod Roglo. Moja dežela.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, Sergeja Bogovič, se danes potepam v Zreških koncih in sicer ustavila sem se v hotelu Podroglo. In na samem začetku v hotelu Podroglo me je ustavila zelo prijazna receptorka, vodja recepcije, gospa Urška Voh. Urška Voh, lepo pozdravljeni. Pozdravljena, Sergeja. Podroglo tukaj pri vas je zelo lepo, mi smo ujeli res eno lepo vreme. Povejte nam, gospa Urška, zakaj naj bi gostje prišli v ta konec Slovenije? Predvsem zaradi nas, ker smo tu zelo prijazni ljudje. Pridete k nam v hotel, zunaj je potoček, preko katerega pridete do recepcije, jaz vas sprejmem, vam dam vse napotke, kam lahko greste v Zrečah, na Rogli. Ta prihod na recepcijo se mi zdi res tako pomemben. K vam pridejo gosti iz vse povsod, tudi tisti, ki prihajajo iz drugih držav, in zdi se mi zelo pomembno, da ta oseba, ki jih na recepciji pričaka, ve marsikaj tudi o kraju. Se strinjaš, Urška? Ja, res je. Zelo pomembno je, da goste sprejmeš vesel, nasmejan, da gostom poveš, kam lahko gredo, kaj lahko pri nas počnejo. To je pač zelo pomembno. Urška, prosim, če mi zaupaš, veš, ko grem tako na terena, včasih pravzaprav kot gost niti ne vem, kaj bi si pogledala, kaj je tisto, če pride gost za kratek čas, kam gosta pošlješ? Najprej jih pošljem na Roglo, da si ogledajo pot med krošnjami, da gredo na ta stolp, da res doživijo tisto višino, da vidijo iz reliefnega načina, kako pač dejansko zgleda, ko si na taki višini. Potem jih pošljem na Lovrenška jezera, do tja je pač hoje 1,5 ure. Pomembno je, da to gostu poveš, da se oni vejo zorganizirati njihov dan. Potem jih pošljem v Vitanje dostikrat, v Ksevt, to je astronavtski center, kar jim je zelo, zelo všeč. Pošljem jih na kolo, imamo električna kolesa, katera se lahko pri nas tudi sposodijo. Dam jim karto kolesarskih poti in jih točno napotim, kam morajo iti. Na koncu in pa največkrat, če ponudim pivsko kopel, ki je luksus in razvajanje za 2 osebi, in v bistvu jim je ta zadeva tudi najbolj všečno. Predvsem pivska kopel je zadnje čase najbolj obiskana in tudi največje povpraševanje je po njej. Ja, in ta pivska kopel se nahaja prav pri vas, v vašem hotelu Podroglo. In ta hotel Podroglo sem obiskala tudi sama. No, Urška, jaz pa zdaj sem zelo vesela po tem obisku pri vas v hotelu Podroglo, da vem, da pivo ni samo za pitje. Pravijo celo, da pivo prihaja na svet zahvaljujoč ljudskemu znoju in božji ljubezni. Urška, povej nam kaj več o tem. Ja, res je, Sergeja. Pivo ni samo za pitje, ampak se lahko v njemu tudi kopaš. Pivska kopel je sestavljena iz hmelja, ječmena in slada. To je 2-urni tretma, kamor lahko gresta par ali 2 para ali več oseb. Kopel je sestavljena iz 2 kadi, notri je natočena voda in potem se notri doda ta hmelj, ječmen pa slad, ta mešanica, ki blagodejno učinkuje na kožo. Predvsem se nam absorbira skozi pore, je zdrava za metabolizem, za lase, nasplošno za kožo, ohranja mladosten videz. In ja, jaz bi bila najbolj vesela, da čim več ljudi pride in sami poskusijo to pivsko kopel. Ampak, Urška, midve ne smeva pozabiti na eno zelo pomembno stvar. To pivo ni kar eno pivo. To pivo je vaše pivo. V hotelu Podroglo namreč proizvajate svoje pivo. Je tako? Ja, res je. Imamo domače pivo, kateremu se reče kovaško pivo. Ravno zato, ker je tukaj v Zrečah včasih bilo največ kovačije in zaradi tega je to pivo dobilo potem tudi ime. Je lager pivo, predelujemo svetlo in temno, ima 4,9% alkohola, temno ima 5,4%. Ljudje najbolj hvalijo temno, seveda se jim temno najbolj dopade, mogoče je malo bolj grenkega okusa, ampak tudi svetlo je prav tako najbolj dobro in največ se v bistvu prodaja. In ravno zaradi tega našega kovaškega piva se je porodila misel, da bi lahko imeli pač pivsko kopel. In pač ideja je bila zelo dobra, mi smo to napravili in obisk je neverjeten.
Urška, hvala. Jaz sem zelo vesela, da zdaj vem, da pivo ni samo za pitje. Vesela sem, da sem doživela to kopel pri vas. Me pa še ena stvar zanima, kako vas v bistvu lahko gostje in naši poslušalci najdejo? Imamo spletno stran Gostišče pod Roglo, saj smo se vmes preimenovali. Hotelski del se še vedno imenuje Hotel pod Roglo. Lahko nas najdete na spletu, na Facebook strani, preko telefona, nas lahko pokličete na telefonsko številko 03 757 6800. Z veseljem vam pomagali rezervirati sobo. V bistvu pa gre največja reklama še tako ali tako od ust do ust, ne? Tako da večino Slovenije hodi tako, da povejo drug drugemu. Urška, jaz vedno, kadar grem pohajati po Sloveniji, rada izkusim tudi na Brbončicah kaj zelo dobrega, predvsem pa domačega. Vi imate svojo kuhinjo in kaj je tista jed, ki bi jo ti meni danes ponudila na krožniku in rekla: Sergeja, tole si boš lizala prste, in na koncu rekla: še bi. Ja, Sergeja, ponudila bi ti kuharsko čarovnijo, saj je to edinstvena jed, ki jo imamo samo mi tukaj v Zrečah. Kaj pa se skriva v njej, bi ti pa predlagala, da sama poskusiš. Z veseljem bom poskusila tole čarovnijo, malce sem že res lačna. Preden pa mi dve zaključiva z informacijami o tem, kako vas gostje pod Roglo najdejo, pa omenila si, da imate električna kolesa. Kako lahko gost, a morajo imeti kakšno posebno opremo za te kolesa, morajo imeti čelade, ščitnike, ne vem, karkoli, ali v bistvu za vse poskrbite vi? Ja, imamo kolesa na sposojo, v bistvu lahko si jih rezervirajo preko telefona, lahko tudi v kakšni paketni ponudbi jih dobijo. Ščitnikov sicer ne potrebujejo, mogoče je priporočljivo, da imajo čelado s sabo. Takole, drage poslušalke, dragi poslušalci, jaz sem se dobro najedla, tale čarovnija res dobro sede na želoček. Kaj je v njej, vam ne izdam. Pejte v Hotel pod Roglo, res je to nekaj unikatnega, edinstvenega za Brbončice. In mene so dejansko prepričali, da bom tukaj ostala tudi kar čez noč. Urška, bo kakšna soba se najdla zame, oziroma kaj sploh ponujate? Ja, seveda se vedno najde soba za vsakega. Ponujamo dvoposteljne sobe, družinske sobe, luksuzni apartma, ki je zopet nekaj posebnega, z vodno posteljo in virpulom. Potem ponujamo večje hotelske sobe, različno. In Sergeja, tebe danes zagotovo še čaka tukaj tudi kakšno drugo presenečenje. Drage poslušalke, dragi poslušalci, jaz sem vesela, da sem bila na tem potepu v Zrečah, v Hotelu pod Roglo, so me prijazno gostili. Najbolj vesela sem, da sva nekakšen prijateljski odnos navezali, tako kot z vsemi ostalimi gosti tam, z receptorko, z gospo Urško Voh, ki je tudi nekakšna vodja tega hotela. Urška, hvala vam za to gostoljubje. Bi morda na koncu dodali še kaj? Hvala tudi tebi, Sergeja, in seveda vedno dobrodošli v Hotelu pod Roglo. Moja dežela. Takole, drage poslušalke, dragi poslušalci, če smo vas navdušili s kakšno idejo za potep, smo naredili dovolj. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, Sergeja Bogovič pa že nestrpno čakam, da se vam preko radijskega etra znova oglasim iz kakšne geografske dogodivščine po moji deželi. Moja dežela. Oddaja, ki odkriva slovenske turistične destinacije. S Sergejo Bogovič.